Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in odpiramo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj. Danes bo naša gostja Medvoščanka Vanja Lučniškar, lanskoletna prejemnica posebnega priznanja Turistične zveze Slovenije za delo na področju turizma, prostovoljka, ki s svojim zgledom k sodelovanju v skupnosti spodbuja vse generacije, mentorica mladih, ki jih navdihuje za delo v turizmu ter vsak dan znova dokazuje, da smo turizem zares ljudje. Pa tudi Marješka Pehta, ki s poznavanjem zdravilnih zelišč skrbi za zdravje in dobro počutje vseh, ki jo srečajo na kakšni od stojnic ali delavnic. Več o njenem delu, njenem poslanstvu in zdravilnih rožcah, ki rastejo v Polhograjcih, pa nam bo povedala Vanja kar sama. Vanja Lučniškar, dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Hvala, dober dan tudi vsem vam, poslušalcem in ven tukaj v studiu. Jaz sem zelo dober. Sem vesela, da ste me povabili. Jaz upam, da bova imeli tako konstruktivno debato. Je pa res, da včasih mi je na začetku majhen narodno, ampak bova tudi to premagali. Pa saj ne vem, kje bi pravzaprav začeli, glede na to, kaj vse počnete. Morda pri tistem najbolj osnovnem vprašanju. Zdaj končali ste srednjo pedagoško šolo, v življenju pa počeli toliko različnih stvari, da se je nabralo izkušenj še za drugo življenje. Je bilo zapisano v obrazložitvi ob prejemu plakete Jakoba Aljaža leta 2023, pa mi morda kar vi za sam začetek povejte, kdo pravzaprav je Vanja Lučniškar, gospa številnih talentov in znanj? Pedagoška, to sem končala pod enem takem, kako bi rekla, ne, tisto, kar sem si v bistvu želela početi v življenju, ker moje veselje je bilo kuhanje in sem si želela na gostinsko šolo, srednjo najprej, ampak glede na to, da včasih ni bilo tako, kot je danes, da so ocene tisto, pravzaprav ne, da so ocene tisto, ampak da sem sposobna kaj več kot gostinsko šolo narediti, danes to ni tako, ne. Sem šla na pedagoško, na katero so mi predlagali, da grem. Seveda potem pa glede na to, da sem jaz en tak živ človek, tudi včasih sem bila še bolj živa, želela sem veliko stvari v življenju početi in enostavno po srednji pedagoški sem se poročila, namest da bi začela na faks hoditi. Potem pa se je to kar odpiralo. V življenju sem zamenjala kar veliko služb, zaradi tega jaz pravim, da imam res nekaj enih drugih informacij, ne samo kar se tiče svoje srednje izobrazbe, ampak počela sem marsikaj v življenju in naredila veliko tečajev in veliko raznoraznih izobraževanj sem mogla, tako da na koncev sem bolj komercialist, prodajalec, promotor, nekaj tazga. Tako da v bistvu vse, kar zdaj počnem v tem obdobju, promocija Medvod in občine in turizma, izhaja tudi iz vseh mojih teh izkušenj, ki sem si jih nabrala skozi celo življenje. Leta 2003 ste svojo kariero, vsa svoja znanja, ki ste jih osvojili do takrat, združili s turističnim delom in postali vodja turistično-informativnega centra v Medvodah. Kaj vas je tako vleklo v turizem? Prej ste že omenili, da vas je vleklo v kuhinjo, po drugi strani je turizem podobna zgodba, ampak en tak, lahko rečemo, zelo zahteven poklic, ne? Seveda, prvo moraš imeti veliko znanja, če hočeš eno stvar promovirati in jo predstaviti ljudem, ki pridajo, v tvoj kraj, kjer si želijo marsikaj pogledati. Da pa rečem, da ko sem prišla v TIC, ko sem iskala novo službo, sem zagledala razpis na straneh televizije Medvode, da iščejo vodjo TIC-a. Izobrazba je bila v redu, se pravi, sem se lahko prijavila in jaz sem se prijavila. Nisem pa vedela o Medvodah nič kaj dost. To je bilo moje prvo tisto, da niti vedela nisem, kako bom. Jaz sem znala marsikaj, ampak kako bi pa jaz v bistvu prodala idejo ljudem, da naj pridejo v Medvode, pa da naj si ogledajo znamenitosti, ki jih ponujamo, tega pa sigurno nisem imela vsebno, tako da sem se učila potem od vseh ostalih,
ki so v turizmu v Medvodah že delovali daljši čas. Je pa res, da ker sem odprta za nova znanja, ni bil to noben problem. Pa imela sem dobre sogovornike na drugi strani. Ob prihodu na TIC ste potem aktivno soustvarjali tudi podobo javnega zavoda Sotočje, postali članica oziroma povezovalka v strokovnem svetu zavoda. Danes ste članica sveta zavoda kot predstavnica za turizem. Zdaj sodelavci ste nekako na noge postavljali medvoški turizem. Kako pa je potekal razvoj te, lahko rečeva, zelo zanimive in zelo pomembne, morda celo vedno bolj pomembne gospodarske panoge? V bistvu je prvo bilo, da so na občini želeli, da se občina Medvode razvija v smeri turizma. Se pravi, vsi, ki so se takrat začeli ukvarjati, so se ukvarjali z promocijo turizma v Medvodah, bom rekla malo politično, ker je to bil le odbor za turizem in gostinstvo, kjer so bili noter pač te, ki so delovali na političnem področju v Medvodah. So domačini in so v bistvu začutili, da morajo ustanoviti potem turistično-informativni center, če želijo, da se tam začnejo zbirati informacije o turizmu v Medvodah. In v istem obdobju so se določena društva, turistična društva, so začutila potrebo, da rabijo sogovornika na drugi strani in so ustanovili Turistično zvezo Medvode. Prvo predsedovanje je prevzel Karel Vernik, katerega sem potem jaz čez dobre 2 leti in pol nadomestila. To se pravi, sem že tudi v tem kar en lep čas, malo z presledka, no bom rekla, ampak Turistična zveza Medvode je imela vsem pod svojim okriljem, se pravi turistična društva, katera so delala vsaka na svojem področju, se pravi ljudje, ki so bili v turističnih društvih, so se povezovali in v bistvu svoje programe izvajali. Turistična zveza je bila bolj kot ena komunikacija navzven v imenu vseh društev. Potem, ko sem jaz prišla do naziva predsednice Turistične zveze Medvode, je bilo spet nekaj tazga tukaj, da sem si želela, da nadgradili vse skupaj, ker do zdaj je bilo samo, da smo se pogovarjali, pa je pa treba še kaj narediti. In prva moja naloga je bila, ko so me postavili, ko sem bila še kot vodja TIC-a, da naredim sejem v Ljubljani. Se pravi, da predstavim Medvode na sejmu Turizem in prosti čas. To se pravi, tudi to smo delali 20 let, naredili smo pa take predstavitve, da se jaz še danes vprašam, kje je vsa energija vseh teh naših prostovoljcev v turizmu v Medvodah, da se znamo tako lepo predstaviti, da imamo vedno nekaj novega za pokazati, da vse naše prireditve znamo spromovirati in da mi še nihče nikoli v teh 20 letih, kar na sejem hodimo, ni rekel, ne bom prišel, nimam kaj pokazati novega. No, zdaj se mogoče spet pojavljajo novi trendi, pa mislim, da treba malo spremeniti vse skupaj, ampak vseeno en z drugim smo povezani tako, da jaz še sama ne morem verjeti, ampak veste, to je tisto, smo še vsi tisti izpred 20 let, ki vemo, kaj delamo. Tako, mladi, zagnani, z veliko idejami, ki dobro poznate domač kraj. Mimogrede, kako zanimive pa so Medvode kot turistična destinacija, kot zelena vrata glavnega mesta. Ja, ta slogan Zelena vrata glavnega mesta je od prvega dne, ker se je Turistična zveza Medvode ustanovila. Tukaj so bili tudi določeni ljudje, na katere se je še danes lahko zanesem, da ti da kakšno idejo, informacijo o tem, kako bi lahko peljali naprej, ampak ko stopite čez zelena vrata glavnega mesta, pridete v zeleno naravo, kamor pogledate, ali na levo ali na desno, če pridete z Ljubljane, ravno tako, če pridete iz Kranja. Smo na eni taki stični točki, da se res ustavi lahko vsak, zaradi tega, ker ima 15 km v eno smer, 15 km v drugo do glavnih mest, do letališča. Potem pa, če začnemo pri vseh znamenitostih, nekatere so bile že veliko prej, se pravi Smledniški grad, Zbiljsko jezero, v Dragočajni kemp, veliko Polhograjcev smo pa ravno razkrili v tem obdobju 22 let, ker sem jaz tudi zraven, naredili
naredili smo razne pohodne poti, naučnih poteh še delamo, ker je veliko takih malih, drobnih stvari, ki jih je treba dodati, če ti hočeš, da človeka zainteresiraš, da pride. Je pa res, da teh je po celi Sloveniji veliko in se lahko učiš od drugih, ki boljš naredijo od tebe. Tako, in potem stvari implementiraš v svoje domače kraje. Midve si bova zdajle privoščili kratek glasbeni predah, potem pa seveda nadaljevali, kjer sva zdajle postavili piko. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Vanja Lučniškar je naša današnja gostja v radijski klepetalnici. Po Medvodah bomo vandrali z njo in spoznavali njeno delo skozi prizmo turizma in seveda prostovoljstva. Sami ste z vsem srcem zapisani prostovoljstvu in turizmu, veliko časa posvečate prostovoljnemu delu. Verjetno ne bom prva, ki vas bo vprašala, kako to. Mislim, da te to zasvoji, ampak moraš pa tudi človek biti za to. Nikoli ne smeš vprašati, kaj bom pa jaz od tega imel. Ker v bistvu razen zadovoljstva, ki je ena stvar dobro upravljena, ki je delo dobro narejeno, pa to, da se dobro razumemo v celi ekipi, vseh 8 turističnih društev se znamo tudi pomagati, če je potreben. Tako da ne pričakovati, da je prostovoljstvo plačljivo. Mogoče kilometrina pa take stvari, ki so zdaj v zakonu o prostovoljstvu zapisane, ampak jaz še vedno pravim tisto prvotno, ki smo pred tolikimi leti začeli, je čisto v redu, dokler zdržimo takole, je pa res, da nas pa ubija piserija. To, kar pa rabimo več prostega časa za pisanje raznih poročil in vsega, kar zraven sodi, to pa ne bi Kaj pa vam osebno pomeni ta čas, ki ga darujete skupnosti? Kako dragocene so potem pohvale, zahvale ljudi, ki jih srečujete na dogodkih, po dogodkih? Ja, vse to sem pa prav presenečena. Jaz v bistvu mislim, da delam predvsem zaradi tega, ker mi to odgovarja, ker me to izpopolnjuje. Če mi pa še kdo tako reče, ste pa dober članek napisala o Pehti, recimo. Poglej, tole preberejo, super. Potem to imate pa dober in pohod in tam je dober in jaz sem takrat res zadovoljna in vesela, da nas vidijo, čeprav mislim, da bi nas lahko še bolj spremljajo, nas paja, nas prostovoljce kar in vse pohvale, ki pa pol pridajo en za drugim, me včasih malo presenetijo. Sej nisem jaz v bistvu toliko za pohvale, kakor za to se vidi, da smo dobro naredili eno stvar, pa da se stvari premikajo. Mi imamo srečo tudi, da po tistem, ko je Turistična zveza začela sodelovati z javnim zavodom Sotočje, da imamo dobre sogovornike vedno na drugi strani in je lažje delati tudi strokovno, da ni samo naša intuicija tista, ki bi pokazala, kaj bi bilo dobro še v turizmu narediti. Fino je, da imaš nekoga, ki te pa pol strokovno majhen nazaj porine pa reče, posluš, tole pa še manjka. Tako da v bistvu vsaka ta komunikacija, ki je pozitivna, je zame velik pomen. Tako kot vsa priznanja. Ne bom rekla, da nad priznanji nisem vesela. In kar nekaj se jih je že nabralo na vaših policah in vaših stenah. Plaketa Jakoba Aljaža, potem leta 2023 posebno srebrno priznanje za vaš prispevek k povezovanju deležnikov v turizmu, izjemno organizacijsko delo in predanost promociji slovenskega turizma. Lani ste prejeli najvišje priznanje za razvoj turistične društvene organizacije. Koliko dodatne energije, motivacije pa vam dajajo ta priznanja? Morda tudi v tistih dneh, ko si rečete, a mi je pa tega treba. A si kdaj sploh to rečete? Ne. Ne? Tega si pa ne rečem, zaradi tega, ker dokler lahko bom. V bistvu sem sicer že rekla, da nekaj stvari bo treba malo na stran dati, zaradi te določeni, tudi starosti tukaj ne. Ne, da sem toliko stara, da si ne predstavljam, ampak vsakič si pomislim, koliko bom jaz čez naslednje 4 leta, če še prevzamem kakršnokoli tako bolj odgovorno funkcijo. Jaz bom kar naenkrat 70 let stara, to niso več možgani tako frišni. In v bistvu je fino, ker nikoli pa ne zaviram tistih tam mladih, ki bi hoteli mi kakšno novo idejo dati
predavati ali karkoli, da sama tudi poslušam mlajše od sebe. To sem pa skozi imela že tudi v svoji službeni karieri. Jaz sem bila med starimi in sem mogla poslušati ta mlade in je dobro, zaradi tega, ker ta mladi imajo tiste friške ideje, mi majčken za... Z nekaj več izkušnjami v življenju, ne? Ja, bi se tako tudi lahko rekel. In potem, če znamo najdete eno tisto pravo sredino, takrat se ustvarjajo prave zgodbe. Jaz mislim, da je to največ pomembno. In en tak projekt za vašo dušo povezan z mladimi je tudi Mala šola turizma. Kakšen izziv je delo prav z najmlajšimi? Mi v Turistični zvezi Medvode smo že pred leti imeli Malo šolo turizma kot projekt, ki ga je vodil Boštjan Luštrik. Potem pa Boštjan je dobil službo v javnem zavodu Sotočje in nekako ni šlo več to na prostovoljni bazi in je malo zamrl. In jaz sem si skozi želela, da bi to spet spravila v življenje. Ne. To mi je uspel pred korono, toliko, da sem obiskala vse šole, predstavila projekt in rekla, da bi v bistvu bil to kot krožek. No in ta krožek je bil super sprejet, ko je bilo pa treba začeti. Je bila pa korona, vrata sem imela najbolj na široko odprte v osnovni šoli Medvode. To sem izkoristila, dosti dobro. Dobila sem tudi 2 mentorici prav v krožku turističnem. Ker pa je bila korona, smo pač mogli prilagoditi zadeve, ker nismo se smeli družiti. Ne? Ampak smo vmes med tistimi najdeli toliko trenutkov, da smo vsaj to, ker turizem je povezan tudi s hrano, pa z vsem temi smo stare recepte zbirali oziroma smo se pač dogovarjali po internetu, po mailih, da bi skuhali nekaj tistega, kar počas gre ven iz naše kuhinje, se pravi kakšne stare jedi, ampak vsem smo zbrali kruh. Kdo peče kruh? In to je bila prva naša delavnica in izvedeli smo jo z Juretom Galičičem, ki je takrat bil masterchef in ga še zmeraj ponudimo, tako da je Jure je naš kar ambasador pri tem projektu. Se pravi, krožek turistični je eno, s tem, da vedno skuhamo v drugem delu spomladi, se pravi tam nekje april, maj, skuhamo eno jed, ki je že v zatonu. Najdemo tazga in smo od medle, kaj smo še ješpren, se pravi ričet. To so stvari, ki jih otroci malo kdaj še jejo, razen če grejo nekam, kjer se prav s tem namenom nekaj tazga skuha. Ne? Kakšna babica še da kaj takega v lonec. Kako zagreti pa so mladi za sodelovanje? Jaz v osnovni šoli Medvode moram reči, da imam skupino 20, tudi bilo jih je 25, ampak nekako odhajajo. Zdaj 4 leta je od tega in nekateri so že odšli z osnovne šole naprej v srednjo. Začnem pa s 4. razredom in do 8. 9 so preveč obremenjeni z vsem tem vpisovanjem naprej, pa zaključovanjem, pa to. Je pa res, da so otroci zelo, zelo zaposleni in je težko najdeti ure, da smo aktivni. Te ponedeljke, ki jih imamo, smo se odločili, da sta 2 šolski uri na 14 dni. Na koncu vsega skupaj naredimo knjižico, kjer predstavimo vsem v šoli in izven šole in staršem, kaj smo delali v tistem letu. Tudi smo se prijavili v projekt Junaki našega časa. Slovenska filantropija ima to možnost, da izda potem potrdilo oziroma priznanje, da so otroci opravili toliko in toliko prostovoljnega dela. Torej, tudi o prostovoljstvu se pogovarjamo, ne samo o medvoških znamenitostih in ne samo o prostovoljstvu v turizmu, ampak tudi vse, kaj je prostovoljstvo. Ne? Ostale osnovne šole imajo pa tudi turistične krožke, recimo osnovna šola Pirniče se prijavlja vsako leto na projekt Turizmu pomaga lastna glava, ki ga vodi Turistična zveza Slovenije. Kuhalnica, Zlata kuhalnica, osnovna šola Preska, oni so bolj kuharji, pa se z te strani predstavijo, imajo tudi turistični krožek, v bistvu so aktivni po vseh šolah, no. Ampak jaz največ pa sodelujem z osnovno šolo Medvode. No, lani v prazničnem decembru
decembru pa ste povezali vse 4 šole, ko ste z mladimi prižigali svečke na adventnem venčku. Ja, to je v bistvu pravzaprav bolj projekt občine in pa javnega zavoda Sotočje. Je pa zelo dobro izpadalo vse skupaj in smo zelo veseli, da so šole bile pripravljene po vsem svojem delu, ki ga imajo tudi v decembru, ker je kar pestro. So si vzeli petke za prižige lučk in zadnjo lučko smo prižgali tudi mi, osnovna šola Medvode, jaz rečem mi, ker sem tudi v tem krožku noter, tako da ja, je bilo kar pestro. Prazničen december je mimo, mi s pogledom že usmerjeni v leto 2026, mlado leto, ki prinaša zanimive zgodbe, tudi z našo današnjo gostjo Vanjo Lučniškar po naslednji radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Z Vanjo Lučniškar klepetamo danes prostovoljko, ki uživa v turizmu, in Marješko Pehto, ki zna v Polhograjskih Dolomitih najti tiste ta prave rožce, ki pogrejejo, pobožajo in poskrbijo za dobro počutje. No, preden prideva do zgodbe z Marješko Pehto, morda še besedico ali dve o projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna. Aktivno se ustvarjate tudi to turistično zgodbo, ki skrbi za lepšo podobo Slovenije. Kaj vam pomeni to delo? Kmalu potem, ko sem prevzela predsedstvo Turistične zveze Medvode, se mi je zdelo, da ljudje, ki jih srečuješ na raznih dogodkih iz društev po Sloveniji, vseh teh turističnih društev, ki smo člani Turistične zveze Slovenije, je veliko idej, ki jih mogoče lahko prenesem jaz tudi v moje Medvode. To je bil en razlog, pa tudi to, ker so iskali člane komisije, ki je obiskvala celo poletje, ponavadi delamo od julija pa do konca avgusta. Obiskujemo kraje slovenske in ocenjujemo od izletniških krajev do turističnih kmetij. Smo včasih tudi to delali. Res veliko zgodb teh ljudi, ki se ukvarjajo s turizmom po Sloveniji, srečaš, slišiš, in jaz moram reči, da sem navdušena nad ljudmi, ki res tako z dušo in srcem delajo za to, da se turizem malo dvigne na višji nivo, da ga potem lahko prevzamejo tisti, ki ga bodo znali unovčiti. Ker turistična društva, veste, to smo bolj tako. Sredstva, ki jih dobimo, so največkrat občinska sredstva, se pravi javni denar, in ni veliko tega. Ko pa rečeš, da se en projekt naredi in da se to lahko oglašuje in ne vem kaj, vse veste, kako stroški vse posod narastejo hitro. In takrat je pa treba, da tudi pristopijo in zavodi in razne inštitucije, ki se ukvarjajo s tem, da pospešujejo turizem v Sloveniji. To vse srečamo občinske delavce, ki so zelo naklonjeni turizmu. Srečujemo tudi malo manj naklonjene tistim, ki prostovoljno delajo, in včasih ti ljudje potem tudi zgubljajo veselje in energijo za delati v prostovoljstvu, če jim ti nekako ne daš eno tisto pozitivno energijo, pa rečeš, to ste pa dobro pripravili, to ste pa dobro naredili. Sicer je tega bolj malo, ampak nekje pa prav po Sloveniji potem zamrejo ta prostovoljstva, tega se izabati. Sami pozorno spremljate podobo Slovenije, urejenost krajev, pa ne samo Slovenije, ampak tudi domačih Medvod. Kaj ugotavljate? Kako zelo pa Slovenci, oziroma deva biti bolj lokalni Medvoščani, skrbijo za urejenost domačih krajev? Kako pomembna jim je? 29 let je že ta akcija v Medvodah, Moja dežela lepa, po vzoru Slovenske turistične zveze, in vsa ta leta smo najdeli še skrite take cortkane zadeve. Da se ne bi ponavljali, bomo mogli malo spremeniti siguren tudi projekt. Tudi Turistična zveza Slovenije se je odločila, da zdaj že majčkeno spremeni celotno ocenjevanje. V Medvodah smo ali je strogi center Medvod, kjer poskrbi občina tako kot mora. Tam ne vidim da bi ne vem koliko ljudje v blokih, pač to, kar je najbolj nujno, Na deželi, kjer je pa večinski del, je pa to res lepo urejen. Tam pa ljudje res skrbijo, in če vsak samo za svoj kotiček poskrbi, je to že tisto lepota kraja. Potem so pa samo še ceste vprašljive, pa mogoče kakšni drugi taki bolj, ker za turiste je zelo pomemben, da so tudi označbe dobro vidne, da vejo, kam grejo. No, to se da vse skozi te naše projekte, ki jih delamo, speljati.
Vse ostalo je pa že večji strošek, tam si pa pomagamo pol na različne načine. Pa pojdiva zdaj iz mesta Medvode malce na podeželje, v vaše konce. Krajevna skupnost Marjeta Žlebe je, lahko rečeva, vaša krajevna skupnost. Zdaj velika večina nas ve, da paše tam nekam pod Medvode, zdaj kaj več pa nam običajno že zmanjka informacij. Pa dajva kaj več povedati o vaših koncih. Kaj vse lahko pri vas odkrijemo in spoznamo, poleg vas in seveda Marješke Pehte? Najprej vas moram tukaj majčkeno popraviti. Krajevna skupnost Preska Žlebe. Ja, krajevna skupnost Preska Žlebe je področje, kjer se Polhograjci sploh začnejo. Se pravi, ko pridete v vas Žlebe, bi lahko rekla, da ste vstopili v krajinski park Polhograjski Dolomiti, ki pa žal ne živi. V bistvu je nekje napisan, nekje je začrtan, kako in kaj, tudi določene tiste zakonodajo smo mogli upoštevati ob gradnji hiš, ampak vse ostalo je pa ena sama lepota, narava in tisto, kar ljudje, ki tam živijo, vsak skrbi za svoj konc, za svojo zemljo. Mi smo v turističnem društvu pa pred leti potem se odločili, da to hočemo malo navzven pokazati ljudem in smo naredili en pohod po poteh roparskih vitezov. S tem smo po mojem, da prvič malo bolj na široko predstavili ljudem, da so včasih živeli vitezi jetrbenški na tem področju. Malo smo se poglobili tudi v zgodovino takrat. Imamo pa še gospoda, ki je strašansko zainteresiran za to, da se o teh krajih in o tem področju piše. To je gospod Gaspari, skupaj z Ladom Vidmarjem, ki je pri nas največji zaklad zgodovine, tudi poleg vsega ostalega, ampak tudi to. On je tisti, ki z njim sodeluje in ona dva sta nekako nam vsem, ki smo v društvu, predstavlja, koliko ene zgodovine je v Jetrbenku na področju tem, kjer mi živimo, kjer ta vas Žlebe je. Mi pa to hočemo potem z določenimi projekti predstavljati ljudem, se pravi na pohodu po teh roparskih vitezov, potem ta učna pot naša, ki jo imamo, in pa seveda naša pehta, ki je nastala čisto spontano. In ki poskrbi za to, da smo zdravi, da se dobro počutimo in kaj novega naučimo. Več o njej pa po glasbi. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Še nekaj minut današnjega jutra bomo preživeli v družbi Vanje Ločniškar in se dotaknili posebne zgodbe o Marješki Pehti, ki z velikim veseljem promovira lepote Polhograjcev in pa zdravilna zelišča. Kako je tale Marješka Pehta pravzaprav nastala, Vanja? V bistvu, ko smo društvo ustanovili, turistično društvo Žlebe Marjeta, smo z enim prav posebnim namenom. Ta pohod po teh roparskih vitezov, ki smo ga organizirali. Prvič je bil organiziran, ko še nismo bili mi sestavljeni kot društvo, nismo bili še registrirani. Vedeli smo, da bomo na tej zgodbi delali, na zgodbi vitezov, in smo rekli, da bomo bolj zanimivi za ljudi, za vse obiskovalce, se oblečemo v srednjeveške obleke, vse tako grajsko. Jaz sem pa rekla, pa ne moramo mi to našo lepo naravo pustiti brez ene pehte. Pri nas v Žlebah je skoraj vsaka ta druga gospodinja Marješka Pehta, če tako gledamo, ne? Ampak jaz sem si pač zadala to nalogo, da bom tukaj ta projekt pelala, in je presegel vse tiste mere, ki sem si jaz zamislila. Jaz nikoli nisem želela, da bi to bilo tako na veliko predstavljeno. Jaz v bistvu sem se veliko skozi ta leta naučila o zdravilnih zeliščih. Res, da imam gotovo to nekaj malega tudi vseb, ker se spomnim dobro moje stare mame pa moje mame, ki sta obe dve čaje nabirale, pa smo čaje pili celo zimo, domače čaje, se pravi res nekaj posebenega. Von imam še vedno tukaj in okus tudi. Tako da mi to ni bil problem, ker sem vedela, da se moram tudi malo bolj gibati, kakor se, ne? Takrat sem bila še v službi, kjer se je veliko v pisarni sedel. Sem rekla, no, to mi bo pa še zraven dala eno energijo, da se še to, in enostavno bilo eno z drugim
povezan. No. In ta pehta je bila najprej polhograjska, potem sem pa jaz ugotovila, da te polhograjci so nekam veliki in da jaz nisem glih celotno tisto področje. In potem smo rekli, žlebe se po domače reče, da greš na Marjeto, po cerkvici Svete Marjete. In potem smo rekli, no, potem je Vanja Marješka pehta. Ki pridno nabira zelišča tekom celega leta, lahko rečeva. Koliko zdravilnih rožic pa raste na vašem koncu? Jaz začnem takoj, ko začnejo trobentice cveteti, marjetice, vijolice, če imaš pljučnik, to se pravi zgodaj. V glavnem se začne nekje februar, marc z nabiranjem zelišč in jaz potem začnem tudi sveže zelišča kuhati za čajčke, kar mi pa ostaja, gre pa v sušenje. Pa se pa tudi potrudim, da to delam celo poletje, celo jesen. Ta zadnje metine listke sem pobirala v novembru. Jaz priznam, da ne bom pozabila dišečega poletnega šopka, ki ste mi ga poklonili na Medvoškem festivalu kulture, pa rekli najprej uživaj v vonju, potem ga pa posuši in priznam, da smo prav vsi doma uživali v čaju, ki ima eno tako posebno moč zaradi zdravilnih zelišč, verjetno tudi zaradi ljubezni, s katero so ta zelišča nabrana. Koliko dela pa terja priprava čajev? Povedali ste že, ne, od začetka pa do konca leta jih nabirate zelišča. Kaj vse pa raste tam pri vas? Pri nas v žlebah raste vse, od marjetic, vijolic, trobentic. V bistvu so to najbolj drobčkane rožice, ki jih nabiraš, pa jih imaš celo košaro, ko se posuši, jih imaš pa eno pest, a ne? In to je kar veliko. Potem imam pa na vrtu svojem tudi veliko zelišč. Te sem si prenesla, pa prinesla sem jih iz svojih mladih let, sem prav od moje mame. Imam mete, ki jih ne dobiš v trgovini, niti tam, kjer prodajajo zelišča. Ene stare. Tako da mojih met je kar ene 5-6 različnih in nobena ni jabolčna, čokoladna in to ne maram. Zato pa potem te moje čaje tudi dišijo tako, kakor dišijo. Se pravi, dišijo pa res, ko ste rekla, po ljubezni. Po ljubezni, ja. Po domu, po dobrem domačem. No, poleg čajev pa delate ne tudi mazila, pa tinkture, skratka, en tak bogat nabor te domače lekarne. Kako je videti ta vaša delavnica oziroma lekarna, ustvarjalnica? Mogla sem jo kar razdeliti. V lanskem letu sem v bistvu naredila v hiši Jakoba Aljaža 3 delavnice. Moj projekt, ki ga prijavam vsako leto, je povabljeni k Marješki pehti na čaj. Se pravi, prva delavnica je bila o čajih, da jim predstavim ljudem, ki pridejo, da ne mešajo vse po vrst, ker tudi vsa zelišča skupaj ne dajo dobrega okusa. Moraš majčkam pa vse glih imeti eno distanco do žajbla. Jaz žajbel ne bi nikoli nikamor dala v drug čaj. Zame je žajbel zdravilno sam po sebi in takrat, ko sem bolna, bom pila čaj od žajbla. Ker pa hočem se crkljati, je pa tak čaj, ki ga jaz naredim. No. Ko mu naš župan reče, da čaj. Potem naslednjo delavnico sem imela z mazili in ena delavnica je bila s praprotjo. To je pa moja taka skrita želja, da bi ljudje, tudi jaz ne bom nikoli nobene stvari prodala. Jaz bi predala svoje tiste informacije, ki sem si jih skozi ta čas nabrala in vsak človek si lahko gre v gozd pa nabere praprot. Pač takrat, ko se nabira, se pravi na jesen. In si naredi krasne polštrčke, enega za podglavo, enega za na noge, ker je res zdravilno. To se nisem jaz mislila, to jaz obožujem vse, kar je napisanega po Patru Ašiču, ker ima res take zelo naše slovenske ideje in tudi vse predloge, ki jih on da, se da lepo speljati in pripraviti mešance čajev za razne bolezni. Zdaj omenili sva 3 delavnice iz lanskega leta, si lahko obetamo še kakšno, morda že zdaj v začetku leta, da ne bomo čakali na november, december? Ja, obljubila sem, da bomo šli skupaj nabirati, če imaš. To bi jaz eno delavnico delala, se pravi nekje tam marca, ko bo vreme tak, da se lahko gre v gost in da se nabere
nabere čemaž in se pripravljajo določene zadeve iz čemaža. Določene te čajčke bomo tudi nabirali lahko skupaj, ker je v skupnosti mogoče lažje nabirati te drobne cvetke, kakor pa, če sem sama. Ne? V družbi so stvari lažje in lepše. Ja. Mi da bi še lahko klepetali o vseh teh zgodbah, pa bova počasi morali zaključiti. Morda še vprašanje, kako si nabirate energijo. Zdaj vem, da ste tudi zelo aktivna babica, veliko časa preživite tudi z vnuki. Kaj pa vas sicer polni z energijo, da vam je ne zmanjka ob vsem tem delu? Predvsem družina, pa moji prijatelji. V bistvu jaz vse člane turističnih društev smatram za svoje prijatelje. Zaradi tega, ker skozi leta smo res stkali take vezi, ki v bistvu jih težko nekje drugje dobiš. Morajo pa tudi vedeti vsi, da nam vse povsod ne morem biti. Ne? Po ene par dni sem zelo rada doma, ker včasih ne delam nič, ali pa berem, pa še to se mi včasih zgodi, da premišljujem ta čas, ko knjigo berem o čist takih stvarih, ki ni dobro. Ja, energije mi majčkeno zmanjkuje včasih in takrat se moram nafilati na ta način. Ta mlajša vnukinja mi pomaga zmešati kakšno kremco, pa naredi že svoj vazelinček in tako naprej. Ta velika me poučuje o prehrani, o brez glutena, o tem, kako je dobro, kaj moram jesti, da ne govorim o hčeri. Ona ima tudi poln teh zdravih idej. Kar se pa moža tiče, je pa sprejel dejstvo, da sem jaz bolj kot ne odmeri nekje še za nekoga drugega. Je pa fino, da imava oba, da vsak svojo eno tako zadolžitev, nekaj, kar naj jo izpopolnjuje. On se pa z malimi živalimi ukvarja in vzgaja in je vzgojil najlepšega kunca v Evropi. Vam povem, da sem ponosna tudi na to. Evo, vsaka taka zadeva, kjer je nekaj pozitivnega, meni da tudi energijo čistko. Če morda zaključiva s pogledom v prihodnost, brez dela ne znate biti, tudi če si vzamete kakšno urico zase, za svojo dušo in za lenarjenje. Kaj vas bo zaposlovalo zdajle v začetku leta, česa si želite za novo, sveže leto, v katerega smo ravnokar vstopili? Želim si čim več energije, zaradi tega, ker verjamem, da letos moramo kar nekaj preskokov narediti v Turistični zvezi Medvode. Ta projekt Moja dežela lepa gostoljubna je 30. ker je nekako ena okrogla številka, se moramo na to kar dosti dobro pripraviti, majčkeno osvežiti vse skupaj. Sreč imam eno tako dobro komisijo, ki ocenjuje in mi daje predloge, tako da imam že tukaj le eno zaledje. Je volilno leto, tudi to moram povedati, to se pravi, še to bo problem. V marcu, aprilu se bo zbiral novega predsednika, predsednico Turistične zveze Medvode, prav glih navala ni. Čisto osebno sem se pa zelo zagrela za projekt, ki bo 6. marca v športni dvorani Medvode, kjer bodo Avseniki nastopali za dobro gasilcev, se pravi naših medvoških gasilcev, organizira pa vse skupaj Rotary klub. Jaz si želim, da napolnimo celo dvorano, da pokažemo, da smo z gasilci, da oni kot največji prostovoljci, taki, ki res nam priskočijo na pomoč kadarkoli, ni važna ura, ne. Jaz bi želela tukaj le ena tako povabilo naredim, no, da gredo na event team, oziroma da kupijo karte v Tic Medvode, tudi lahko vsak dan v času, ko Tic obratuje. Mi se bomo pa potrudili, da bodo ljudje čim bolj vedeli za največji ta dogodek čist na začetku. Tako občina kot javni zavod, vsi sodelujejo in evo, jaz sem tudi tukaj le za, da čim bolj probam narediti eno promocijo tako, kar se tudi meni zdi po mojih kanalih, se pravi, kar se turizma tiče. Midve bova za piko na i si z veseljem za slovo privoščili eno iz zakladnice Saša Avsenika, vam Vanja Lučniškar pa hvala lepa za današnji obisk in klepet. Še nama je ostalo materijala za prihodnjič, tako da vam bom zaželela zdravja in vsega dobrega v letu, ki prihaja, pa kmalu nasvidenje pred našim mikrofonom. Srečno! Ja, hvala vam, tudi jaz vam želim vse dobro in da bi leto čim bolj mirno pa normalno preživeli vsi skupaj.